Lepo pozdravljeni, dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Jaz vam ker smo v okviru projekta Zdrave šole, povedala nekaj o zdravi prehrani ter o posledicah nepravilne prehrane, zato bom delila z vami naslednji PowerPoint. Torej, osnova zdrave prehrane oziroma pravilna in nepravilna prehrana. Torej, moramo ločiti osnovne pojme. Prehranjevanje pomeni sprejemanje hrane v prebavilih, prebava pomeni razgradnjo po prebavnem traktu s pomočjo encimi, presnova pa so presnovni ali metabolni procesi, torej vsi procesi, ki se dogajajo v celicah, pri katerih se spreminjajo snovi iz ene celice v drugo. V prvem letniku smo to delili sicer na anabolizem ali izgradnja in katabolizem ali razgradnja. Torej, ločimo več vrst prehrambenih piramid. Ste verjetno najbolj znani na to klasično, ki je razdeljena na 4 vrstice, se pravi največ ogljikovih hidratov, potem sadje, zelenjava, mleko, mlečni izdelki pa mesni izdelki, na vrhu so 5 skupine. Druga skupina prehranske piramide je tista, ki je vrla še 600 kolono čist spodaj, da moramo imeti največ tekočine. Medtem ko najnovejša zdrava prehranjevalna veriga pa vključuje 7 vrstic, kjer smo še dali na osnovno gibanje. Voda, potem so dali sadje in zelenjave, ogljikove hidrate, predvsem sestavljene ogljikove hidrate, potem meso, mlečni izdelki, potem so ločili maščobe, in sicer zdrave maščobe, ki so v obliki oreščkov, kakovostne maščobe rečemo, in na vrhu so sladice, torej enostavni sladkorji in umetni dodatki. Oziroma v vrtcu rečemo temu semafor, spodaj je zeleno, zgoraj je pa rdečo. Torej, kaj je sploh zdrava prehrana? To je tisti del zdravega načina, ki človeka krepi, preprečuje obolenja in vpliva na visoko delovno storilnost. Torej, vpliva na dobro počutje človeka, vpliva na sposobnost za učenje, delo in igro, krije nam energijske potrebe, daje na rast, razvoj, pravilen potek procesov. Tako pomanjkanje hrane slabo vpliva na zdravje in pomen zdrave prehrane se šele zavemo, ko zbolimo. Torej, zdravim prehranjevanjem lahko zdravje varujemo in hkrati preprečujemo naslednje dejavnike, ki prispevajo k kroničnim boleznim. To so zvišan krvni tlak, holesterol, povišan sladkor, debelost, zobna gniloba, rak in kap oziroma infarkt. Vsi to so dejavniki kroničnih bolezni, kamor spadajo srčno-žilne bolezni, rakave bolezni in sladkorna bolezen tipa 2 oziroma so še druge bolezni. Tukaj sem vam pripravila v obliki sličic, torej koliko bi naj potekalo določena aktivnost na dan. Torej 25% bi mogli popiti tekočine, na dan bi se mogli 30 minut gibati, 25% pojesti zelenjave, 15 sadje. Torej priporočljivo je, da na dan spijemo 2 do 3 skodelice kave, pojemo 10% mesa, 8 kozarcev vode, torej to je 2 litra, in pa 25% žitaric. Pri pomenu uravnotežene hrane, ki vpliva na zdravega človeka, je pomembno, da pri planiranju moramo pravilno planirati hrano glede na vrsto dela, ali gre to za fizičnega ali umskega dela, in pa vpliva na starost, torej ali gre za otroke, mladine in starejše. Potem ali gre to za povečano aktivnost, kot so pri rekreativcih in športnikih, ali pa posebne razmere, to je prehrana v izrednih razmerah. Mogoče bi se še ustavila pri zajtrku, ker ga večina dijakov nima. Zakaj je pomemben zajtrk? Torej, to je zelo pomemben dejavnik zdrave prehrane in je del prehranjevanja. Odkrili so raziskovalci pozitivne učinke pri zdravju, če jemo 4 do 5krat na teden, da daje nam dovolj učinkovito energijo za delo, igro in razmišljanje. Za uspešno delo šole je pomembno, da zajtrkujemo še pred prvo šolsko uro. Dijaki, ki zajtrkujejo, imajo boljšo pozornost, spomin, rekreacijski čas, skratka boljšo zmožnost kot vrstniki, ki ne zajtrkujejo. Odpuščanje zajtrka se povečuje z večjo možnostjo razvoja debelosti, zato je zmotno prepričanje, da zajtrk povzroča dodatne kalorije, zaradi katerih bi se zredili, in pa visoki učinki so odvisni od količine in vrste živil, ki jih izločujemo za zajtrk. Kakšna torej mora biti hrana? Hrana mora biti polnovredna, več obrokov na dan, primerno nasitna vrednost, ne sme biti enolična, higiensko neoporična in primerno za ceno. Torej 5 obrokov, zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja. Torej dejavniki, ki vplivajo na našo prehrano, vidimo, jih je kar veliko. Od posameznika, cena, dostopnost hrane, navade, okus hrane, razne osebnostne poteze, vera, reklama in tako dalje.
Pomembno je to, da morate ločiti poznamo slabe in dobre maščobe. Od slabih so predvsem nasičene maščobe, pa transmaščobe, dobre maščobe so omega-3 in omega-6. Tukaj so ugotovili, da zaradi uživanja mesa in tako dalje jemo mnogo preveč omega-6 kislin in premalo omega-3. Torej, velja pravilo, da mora biti omega-3 in omega-6 v pravilnem razmerju. Omega-6 proti omega-3 2 do 1 oziroma največ 4 proti 1. Ugotovili so pa, da so današnje povprečje pri posameznikih še celo 16 proti 1. Idealni viri za maščobe so različne živila, 1/3 avokada, oreščki, semena, tudi zelenjave. Torej, izogibati se moramo transmaščobam. Če pogledate transmaščobe, so večinoma v hitri prehrani. McDonald's bi rekli, vse, kar je ocvrto, sladice, margarina, in pa torej, mogli bi jesti večkrat nenasičene in enkrat nasičene maščobne kisline. Izogibamo se nasičenim maščobam. Ali ker ste tekmovali za diabetes, ne smo rekli, 1 dlan bi naj imeli beljakovin, 2 pesti zelenjave, 1 palec maščob in 1 prgišče ogljikovih hidratov. Če z vami delim nekaj pravil zdravega prehranjevanja, torej dan bi naj pričeli z zajtrkom, uživali bi naj raznovrstno pesno hrano, čim več sadja, zelenjave, žitnih izdelkov, manj rdečega mesa, več perutnine in ribe. Izbirate živila, ki ima ta znak varovalne prehrane, prednost dajte domačim pridelkom, pripravljate zdravo higiensko, uživajte le zmerne količine sladkorja, soli, natrija, čim manj kisa, izogibajte se cvrtom, slaščicam, sladkim pijačam, če pijete alkohol, pa pijte čim manj in ne vsak dan v zmernih količinah. In pomembno je, da veste, da pred nakupom gledate oznake na živilih. Oziroma nekaj sličic. Torej, izogibajte se pijačam in živil, ki izločajo kisline, to so kava, pravi čaji, gazirane pijače, alkoholne pijače, mastne in začinjene jedi, orehi, lešniki, čokolada. Uredite si prehranske navade, poskrbite, da bodo obroki pogostejši, manj obilni, po obrokih ne počivajte leže, vsaj 2 do 3 ure pred spanjem ne uživajte hrane, 3 do 4 ure po obroku se izognite ležanju in večjim telesnim naporom in pa kdor ima zgago oziroma kakšne težave, se priporoča, da spite z visokim vzglavjem. Opustite tudi kajenje, kajti nikotin zmanjša tesnenje spodnje požirkalnikove mišice, zapiralke, zato se poveča vračanje želodčne vsebine v požiralnik. Vzdržujte normalno telesno težo, enkrat na teden, priporočljivo ne več, da kontrolirate težo. Izogibajte se pogostemu sklanjanju, dolgotrajni pripogljeni drži pri delu, izogibajte se tesni obleki. Torej, če združimo nasvete še naprej, torej za zdravo prehrano moramo imeti 5 obrokov, zajtrk, malico, kosilo, popoldansko malico, večerjo, zadnji obrok naj ne bi bil manj kot 3 ure pred spanjem. Pomemben način prehrane, priporočamo kuhanje, dušenje, pečenje na žaru, odsvetujemo pečenje, voljo in cvretje. Polnomastne mlečne izdelke nadomestimo z manjšimi, torej manj maščobe. Meso naj bo ne maslo, predvsem brez kože, teletina, govedina se priporoča, manj svinjine, drobovine, maščoba bi se naj odstranila. Velik vnos maščob namreč vodi do napenjanja, mastno ali oljno blato, uhanja blata. Bodite tudi pazljivi pri prigrizkih. Popijte torej do 2 litra tekočine na dan, svetuje se voda ali nesladkan čaj, izogibajte se neindustrijskim sadnim sokovom in gaziranim pijačam in omejite uživanje alkohola oziroma dijaki sploh ne bi smeli piti alkohol. Zelo pomembna je telesna dejavnost, pomembno je, da se ukvarjate s tistim, kar vas veseli, vsaj 2 do 3 krat na teden, to vam tudi pomanjka pri hujšanju in maščobno maso bo zamenjala mišična masa. Da zaključim, za zdrav način življenja je pomembna prehrana, torej obroki po sestavi in količini naj bi bilo uravnotežene, ločimo 5 obrokov, 3 glavne, 2 male, čim bolj kakovostni, dovolj sadja, zelenjava in sveže nepredelana živila, čim manj sladkorja, soli, maščob in pa pomembno je, da v samem obroku tudi uživamo. Da zaključimo, naš krožnik bi torej mogel gledati tako, da vzamemo polovico krožnika sadja in zelenjava, četrt mesa kot vir beljakovina in četrt žitaric in pa seveda neka tekočina.